Lep dober dan in lepo pozdravljeni. Evo, tako pa smo skupaj. Rekla sem že včeraj, da se bomo danes pogovarjali predvsem o tem, kako ne v množici preveč ljudi začutiti kaosa, ker jih je preveč, točno takšnih, ki jih ti potrebuješ, ki jih ti hočeš, ki jih ti iščeš in ki iščejo tebe. Ampak ostanete mirne in dejansko naredite to, da takoj identificirate svojega idealnega in postanete magnet za njega in bo zdaj, danes, v tem trenutku. Jaz sem si naredila en scenarij, ker sem rekla, vsi, ki ste samski, vsi tisti, ki ste na tej strani, boste zagotovo zelo, bom rekla, poslušali tako, kot je treba, se pravi, boste dobili en konkreten nasvet. Najprej, torej, kaj morate dame narediti, da boste v množici takoj identificirali svojega idealnega in, kot sem že rekla, postali magnet za njegovo dušo. To se mogoče zdaj sliši kot uhu, bruhu, mogoče, kaj zvem, Jerneja živi v oblakih, ampak ni res. Jaz sem Jerneja Krapša, sem trenerka uspešnega življenja, Jerneja, in sem tista, ki poskrbim, da bo vaš naslednji idealni, zares vaša najljubša doživljenjska zlata trofeja, 100%. Pomagam pravzaprav z drugimi besedami vsem ženskam predvsem, hvala za srčke, zelo sem jih vesela, ki hrepenite po ljubezni, tako kot sem jaz celo življenje, ampak se mogoče vrtite v začaranem krogu, ne najdete svojega idealnega, pa bi si ga res želele, čeprav ste mogoče poskusile že vse, ja, vsi to že vemo zelo dobro. Jaz vam garantiram, da če začnete zdaj po moji metodi I2 idealni, ki je čisto nova in po kateri sem se jaz v 3 mesecih na on našla svojega idealnega, ja, po 15 letih, bom rekla, nesreče v ljubezni, ja, ga lahko najdete tudi vi letos. Jaz sem tukaj za ženske predvsem, mogoče bo tole pomagalo tudi moškim, ampak mislim, da danes kaj preveč ne. Ženske, drage moje, če ste za to, da začnemo, dajte kakšne srčke, lajkiče, da bomo šli naprej, da čim prej pridemo do tistega, česar si želite. Jaz sem vam pa vmes povedala, kako bo tale webinar oziroma naš live sploh izgledal. Najprej se bom seveda posvetila zapisani temi, zato da boste dame res ta petek na tem največjem spoznavnem žuru, kjer bo absolutno fenomenalno, tudi jaz med drugim pridem tja in vam bom še tam iz odra dala en tak kratek nasvet in na zdravo, boste šle domov res. To je moja želja, da greste domov z glavo visoko dvignjeno, ja, za nosom, ker veste, da ste bile opažene, da je bila vaša tehnika osvajanja ženske strani takšna, ki je v bistvu prinesla rezultate in da vas vsaj en moški iz tiste množice dejansko si ne more izbiti iz glave. Ina, super, da se vidimo v petek in če še kdo, napišite spodaj v komentarju. Tu zdaj še ne bom preveč gledala komentarjev, sicer jih nekaj vidim na mojem telefonu, ampak ne dosti, včasih ne, tako da sodelujte, lepo prosim, pišite vprašanja, dajte srčke, dajte lajkiče, dajte kaj zvem napisati karkoli, bom pa jaz na koncu, lepo prosim, potem tudi odgovarjala na vprašanja, nekaj vprašanj že imam, tudi sem jih dobila na jerneja@tecavbilja.si, tako da bomo s tem nadaljevali, prav? Prosim, lepo dajte mi vedeti, če vas vprašam, kaj si o tem mislite ali karkoli takega, če se strinjate z nečim, dajte lajkič oziroma thumbs up, če se s čim ne strinjate, dajte tistega jeznega, prav, tako da bom vedela. Vprašanja, kot sem že rekla, bom odgovarjala na koncu, recimo danes odgovarjam podpisani Arhi, ki je mislila, da je iskanje partnerjev tisto, me bo že našel, samo da sem jaz na trgu in zdaj, ko je na on pravi, da ima občutek, kot da izgublja čas, ker jo obletavajo sami nepravi. Ali še kdo kaj takega doživlja? Ker jaz sem to doživljala 15 tistih mojih groznih let, ko sem poskušala najti idealnega, ampak dobivala same neidealne. In vam povem, da ko sem pa potem začela delati po tej metodi, no vidim, da nekdo je, po tej svoji metodi, ki sem jo prvo preizkusila na sebi, pa sem doživela 3 leta najlepših, ne 3 leta, 3 mesece najlepših možnih zmenkarij, kar jih bi morala vsaka ženska in vsak moški imeti, ravno zaradi tega, ker sem naredila oziroma povzročila to, da se en bazen samih idealnih začel zanimati zame. Na koncu, verjemite, nikoli ne izbira glava, vedno srce. Pri meni je in z mojim Mitjem smo zdaj skupaj že skoraj 3 leta in imava
leto in dobro leto in pol starega otroka, tako da lepšega ne bi moglo biti. Tudi vam se to lahko naredi. Danes torej o tem in Arhi bom odgovorila tudi, kaj narediti, da se to spremeni. Zdaj pa torej, kaj morate narediti ta petek na največjem spoznavnem žuru, zato da takoj identificirate svojega idealnega in postanete magnet za njegovo dušo. Včeraj sem v svoji skupini Spremeni misli in našla boš idealnega partnerja, lahko se pridružite, če želite, tam je vsak dan dosti brezplačnih vsebin, oziroma vsak dan vsaj enkrat dam brezplačen nasvet. Sem govorila ravno o tem, kako osvajanje dejansko na podlagi antropologije teče. In zdaj jaz vam bom tukaj povedala še enkrat, čisto na kratko, tako da boste si znali predstavljati, da boste tja pa nazaj letali, ne? Ptiči, če kaj veste, kako je to v živalskem svetu? Ptiči so tisti, kjer so, kdo je lepši? Moški ptiči ali ženski ptiči? Ker pogledajte golobe. Golobice so take sivkaste, moški so pa polni nekih barv in tu se jim se sveti in kaj zvem kaj vse. No, včeraj sem pa potem našla jaz na YouTubeu, ker pač rada gledam za tem in me vse to zanima, kako zmenkarija in tako naprej in kako smo povezani, sploh živalski in človeški svet in tako naprej. Najdem en fenomenalen video, kjer dejansko kaže, kako se ptiči, moški, spremenijo, bom rekla, v prave tiste idiote, ampak najboljše na svetu. Luka, super! Seveda se vidimo petek. Da se spremenijo v tiste najboljše ljudi na svetu, oziroma ljudi, najboljše verzije same sebe. Se pravi, moški ptiči so tako ali tako že toliko lepši, ampak ko pride do tega, da vidijo svojo samico oziroma da vidijo možnost, da se z njo zljubijo, bodo naredili vse, kar je potrebno, da bodo ji najbolj privlačni. Ali se s tem strinjate? Thumbs up, če mislite, da to počnejo tudi moški, ljudje, človeki sem hotela reči, ali ne, potem dajte tistega jeznega. Dajte, da vidim zdaj, ker vidim, da vas je kar nekaj, ki gledate. Da vidim, kaj mislite. Ker namreč ne gre za to, da so ptiči, moški, tisti, ki so plenilci. Po eni strani so plenilci, lovci, plenilci, ki iščejo svoj plen. Po eni strani so, ker namreč se dajo na piedestal in plešejo in skačejo. Enega recimo včeraj sem videla, no super me veseli, enega včeraj sem videla, ki je cel črn, ima pa neke take svetle, skoraj da take halogenske pike na sebi. In ko je videl svoj plen, samičko, s katero si je želel seveda ustvariti družino, to je bil ples. Ne samo to, naenkrat, taka cela košat rep in vse te zadeve. In samo črnino, ona recimo iz svojega point of view-ja videla samo črnino in dve halogenski lučki, to sta bili njegovi očki, ker je imel tam okrog tudi tako modro barvo in on je začel ples, skakati, okolje obračati, kaj vse je pel, kaj vse je čivkal, neverjetno. In kaj se je zgodilo kasneje, naslednji korak? Mislimo seveda, kaj se je zgodilo. Ali je moški potem prišel tja, hitro hopa cupa in stavno dva ustvarila družino. No, da vidim, če mislite ja, potem dajte lajkič, če mislite ne, potem dajte jeznega. Dajte, da vidim. Vem, da moram malo počakati, ker je malo zamikam se skupaj. Ampak ne glede na to, kaj ste zdaj dali, ali pa tudi, če napišete v komentarjih, bom zelo vesela. Če gledate zdaj v živo ali pa kasneje, je čisto vseeno. Dajte, da vidimo, kaj mislite. No in kaj se zgodi? Dejansko se to ne zgodi. Naslednji korak je, da punca, ptička, pride bliže in pride bliže in ga pogleda in si ga ogleda od zadaj, od spodaj, zgoraj, vse pa vsod. Kaj se zgodi? Zgodi se namreč to, da je moški v tem svojem plesu osvajanja tisti, ki samega sebe prikaže v najboljši luči. On ima svoj cilj. Njegov cilj je ta, da osvoji žensko na drugi strani. Ampak ženska pa ni plen na noben način. Ženska je dejansko tista, ki je samo cilj, je pa zagotovo ona tista, ki na koncu izbira in izbere. Se pravi, ali da in greva korak naprej, ne vem, stopnja 2, 3, ne? Ali ne in odfrčiš.
Zopet vse to je po Darwinu, zato da seveda moški bi najraje imel žensko, čim več žensk, da se čim več njegovih genov potem tudi nadaljuje. Ženske pa izbirajo najboljše gene. Se pravi, zato tudi moški tako zelo delajo, kaj pa jaz vem, vse prevale in pojejo in se mečejo na zobe in kaj zvem, kaj še vse. Vendar le na koncu ženska izbere. In ženske potem izberejo tistega, ki bi, pač glede na to, kaj je, mi verjetno v človeški obliki naredimo to, da pogledamo, ali je dovolj mišičast, ali ima črne lase, ali ima tisto brado, tako kot je treba in tako naprej. Skratka, metroseksualec, zdaj veste, odkot prihaja metroseksualec per se, iz biologije, ptiči, poglejte jih, če smo lepši, bomo imeli večjo izbiro, Ja, okej. Ali je ona plen? Ona je plen zanj, on pa je plen zanjo. To je definitivno resnično in vsak ima seveda svoj zahrbtni plan, tako kot sem rekla, vsak želi dejansko to, da nadaljuje svoj rod. To je biologija in antropologija, vsi smo pa dejansko isti. Tudi za ljudi velja popolnoma enako. In vedno ona izbira, Fide v tem, da on recimo ne neha, če ona ni za stvar. To mu je v krvi, on gre naprej. Ženske pa, če osvajamo na tak način moških, bomo še bolj skrvenčene, ne bomo... Pardon, malo me je prekinilo. Vzeli si bomo vso voljo, počutili se bomo neuredne, počutili se bomo, kot da prosjačimo in tako naprej. Zdaj, kako vam bo to, drage moje dame, pomagalo, da boste takoj identificirali idealnega v petek na zabavi? Prvo kot prvo, lepo prosim, jaz gledam malo svoje zapiske, da ne skrenem iz teme in da vam resnično povem tisto, kar želim. In to je, zavedajte se, prosim lepo dame, zavedajte se, da ve izbirate. To je prva stvar, ki jo morate vedeti. Se strinjate s tem? Dajte nekaj srčko, da vidim, če se strinjate s tem, če ne, pa tiste jezne. Veste tiste, ki izbirate. Moški vam ne bodo zamerili, ker vas tako ali tako ne poznajo. Zamerili vam bodo mogoče samo zato, ker ne bodo pač takrat dobili tega, da bi posejali nekaj svojega semena v eni noči, ampak do tega še pridemo. Ampak ni to super, da vi izbirate? Ni to fenomenalna stvar, da vi izbirate? Dajte like, če mislite, da ja, in dajte tistega groznega, če mislite, da ne. Ker vem, da marsikoga tudi boli to, da pride na ta največji spoznavni žur in jih je tam 500 in razmišlja, o moj bog, kako bom zdaj, jaz to se ne morem pogledati, čakaj malo, koga zdaj ne gledam, in si čisto fertik in si potem v energiji, češ, zmedena, prestrašena, o moj bog, kaj če ne bo ta, čakaj malo, kje bom zdaj naslednjega našla, zmeden je definitivno največja blokada za idealnega partnerja. Vi želite biti, vam bom povedala kakšne. The turning point, Kako ga boste identificirali? Lepo prosim, drage moje, samo oči imejte odprte. Prvič, zavedajte se, da vi izbirate in da ne rabite biti nesramne, ko rečete ne. Lahko se tudi drugam predstavite, če vidite, da vam je nekdo gre malo že na živce in gre preko meje, tudi takšni so, ampak se predstavite drugam, zakaj pa ne. Ve, ostanite mirne in bodite ve. Odprite oči, to pa je tisto, kar je najpomembnejše, kar vam bom povedala. Odprite oči, odprite ušesa, odprite dušo. To je to, kar morate narediti. To je vaša tehnika osvajanja. To je najboljša tehnika osvajanja za ženske. To so rekli, kaj se te Jernej se je zmešalo, kaj pa ona govori. Ni se mi zmešalo, povedala vam bom samo to, da lahko je to narobe oziroma to lahko privede do grozne situacije, zopet samih nepravih, če to delate narobe. Najlepša stvar na svetu je, da imate odprte oči in da pustite. Tu se ponovadi zdaj stvar zakomplicira iz večjih razlogov, ampak jaz bom danes omenila enega in najpomembnejšega, ki se recimo pri meni izkazal za the turning point, oziroma ko se je vse skupaj spreobrnilo. V mojem življenju, ko sem, tako kot sem že prej povedala, 15 freaking let sem se vrtela v začaranem krogu samih nepravih, kjer
ker sem dala denar od sebe, samo da bojo oni imeli, samo da jaz, vseeno, če jaz pridem skozi, ne, kjer so bili 100 metrov stran od mene, samo da se kdo ni videl skupaj z mano in tako naprej, ampak jaz sem bila v zvezi taki, ne. Dala šanse, potem pa, ko sem naredila to, se lotila, idealnega našla v 3 mesecih preko on, da se ne pogovarjamo, da sem imela najbolj nore zmenke na svetu, res, samimi idealnimi potencialnimi, ajde, se je našla tudi kakšen tak mest, da sem mislila, okay, kaj pa ti tukaj delaš, ja, kak sva se pa midva našla, ampak s takim se niti ne začneš pogovarjati in spet vam pravim, takega človeka ne poznate. Poglejte, če ste zunaj na avtobusni postaji, pa vas je 10, s kom se, če sploh, začnete pogovarjati? In vam je zaradi tega kaj žal? No, da vidim, vam je zaradi tega kaj žal, ker se ne pogovarjate? Ne, ker izbirate, ker se odločite, ker ste se že prej odločili, ali se boste ali ne boste. Torej, the turning point, tisti točka obrata za vas in za mene iz moje transformacijske ljubezenske zgodbe je bila ta, da ko sem natančno vedela, koga hočem, takrat in ko sem dala to, bom rekla, na papir, na on sicer, ker sem točno napisala, ne sicer celih romanov, ampak alineje. Po alinejah se še najbolje tako najdemo ljudje, ne? Ali pa se znajdemo, pa jih preberemo dejansko. Točno sem vedela, koga hočem. Ampak nisem takrat začela razmišljati, ko sem bila že na on. Jaz sem konkretno razmišljala prej. In kaj je finta? 90% ljudi tega dejansko ne ve. Česa ne ve? Ne tega, da moraš narediti nek svoj način, oziroma moraš ustvariti svojega idealnega, vedeti, kaj sploh tvoj idealni pomeni, kakšne ima lastnosti, kako zgleda, kako govori tebi, kako se ti počutiš od nje in tako naprej. Ne tega, to že vemo, ampak tega ne naredi. Tu je tista razlika. Hvala za srčke, srčki so super, srčki Božje duše, tako da hvala, ker dajte jih še. Kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da sem jaz recimo bila v depresiji, jaz osebno. Čeprav sem bila uspešna kar se tiče moje kariere, recimo pri 24 letih sem imela 2-krat večjo plačo kot moja oče in mama skupaj in to na čisto enostaven način, delala sem mislim, da 2-krat manj kot ona dva, ampak naredila kvalitetno in bila sem s tistimi ljudmi, ki so mi to tudi omogočali. Po drugi strani pa izjemno neuspešna, nezadovoljna, potlačena, občutek manj vrednosti zaradi tega, ker sem bila samo s takimi moškimi, ki so bili meni neidealni. Idealnih nisem izbirala. Tudi o tem sem govorila v skupini Spremeni misli in spoznala boš svojega idealnega partnerja. Sem povedala o tem, kaj je bila moja skrita blokada, ker to je tisto, na čemer tudi delam s svojimi strankami, oziroma s svojimi ženskami, ki ste resnično vroče, da hočete konec letos pa res najti svojega. Skratka, pridemo dejansko ženske do tu, ali pa moški tudi, ženske do tu, da rečemo, ok, rada bi bila z njim, rada bi, da se z njim počutim boljše, da greva skupaj na dopust, da me razume, mogoče še kak stavek zraven, več pa ne. Se motim? Ali veste kaj več o svojem potencialnem idealnem partnerju kot to, kar sem zdaj povedala? Če ja, ali pa jeznega ali pa žalostnega, če ne. Stisnite, da vidim, kak je. Ker, ne vem, če poznate Savino Ataj, verjetno poznate, ampak Savina je rekla, da je imela napisan cel zvezek o svojem Jorgusu in ga je potem tudi našla, ko je bila na to pripravljena. Jaz sem imela pripravljenih, mislim, da 3 strani ali pa 2 strani tipkane o mojem mitju, pa nisem vedela, da njega opisujem, vedela sem samo, kakšen je moj idealni in ko sva potem bila, ne vem, začela sva nekje sredi marca, tam nekje avgusta, pa sem jaz enkrat slučajno odprla na mojem računalniku to, se pravi, kakšen je moj idealni partner in sem začela tisto prebirati pred njim in sem rekla, o moj bog, kaj jaz tebe slučajno opisujem. Skratka, to je to. Ker na koncu je tako, če veste samo tale en stavek ali 2 o svojem dragem, potem na koncu dobite točno takega, ko ste rade z njim, ko se z njim boljše počutite, greste na dopust, vas razume in tako naprej. Ampak kaj pa, če potem čez 2-3 mesece, ko se na njega zelo navežete, ko ga ljubite, ko vidite, wow, kak je fajn, vam on pove, vam zavrti ženski, kar se seksa tiče, samo z njim, to je to, ajde, niti trojčka ne bi probala, kaj ste nori, še kakšne igračke, niti slučajno, on pa reče, da je zapresežen swinger.
Zelo, zelo pomembno. Tako da, turning point, zdaj smo rekli, prvo kot prvo, vaša najpomembnejša tehnika osvajanja, ženske govorim, ženske, je ta, da se zavedate, da vi izbirate. In pomembno je, da imate oči odprte. Še pomembnejše pa je, da veste seveda, da ste ve tiste, ki morate vedeti, kakšnega hočete in predvsem, da veste, kaj ste. Oziroma, kaj ve že ste. Kar pomeni, ve boste postali najpomembnejši plen vaših idealnih. In če pride 500 samskih moških na ta dogodek, verjemite mi in prosim, ne se obremenjevati s tem, da jih je vseh 500 vaših idealnih potencialnih. Ni. Recimo, da jih je 10%. To je še vedno 50? 5? Koliko je to? Matematika mi ne gre. Kakorkoli že. Ampak 5% je zagotovo vaših idealnih. Na tiste morate biti fokusirane, pravzaprav niti ne na njih. Predvsem morate biti fokusirane in to je tista najpomembnejša tehnika, ko boste šle na ta dogodek, na se. Tukaj sem si napisala. Bodite plen, najboljši, kar ste lahko. Bodite bodite ponosno to, kar ste. Kje se mora začeti vaše osvajanje? Vaše osvajanje, dame, govorim zdaj, se začne tukaj, da razmislite. Ne, kako bi se oblekla za to, da me bodo opazili, ampak kako se bom oblekla za to, da se bom jaz najbolj fajn počutila, da bo meni najbolj fajn. Ne samo udobno, ampak da se bom počutila lepo, da se bom počutila, wow, to sem jaz, da bom lahko jaz plesala na način, kot hočem, govorila na način, kot hočem, se muvala na način, kot hočem, da bom jaz. In potem v tej energiji imejte odprte oči in ušesa, ker ko boste ve najboljša verzija sebe, vas bo plenilec opazil. In to je tisti pravi plenilec, tistemu jaz rečem idealni, vaš potencialni idealni, ne še idealni, potencialni idealni. Zakaj? Če hočete potem zgraditi tudi verjetno, recimo ali srečno družino, zagotovo pa srečno partnerstvo, potrebujete človeka, ki vas bo sprejel točno tako, kot ste. Ne naredite enake napake, kot sem jo naredila jaz. Vedno sem razmišljala, kako se naj zdaj oblečem, da me bodo opazili. In kako se oblečemo ženske, da nas opazijo? V miniko, v visoke pete, v rdečo barvo, v ne vem kaki make-up, v ne vem kake frizure in potem se ne moreš premikati. Premikaš kot tank in potem se sprašuješ, zakaj me nihče ne pogleda, ker se počutiš mizerno, ker se počutiš čudno, ker se počutiš kaj zvem kaj. Vaše osvajanje, drage moje dame, ljube dame, se začne pri razmišljanju o tem. Kaj lahko naredim, da ko bom šla na ta največji spoznavni žur v petek, bom jaz najbolj jaz, da se bom jaz imela najbolj fajn, hkrati pa bom odprta za to, za pogovore z drugimi. Ja? Začne se pri obleki, potem gre naprej, kaj pa zvem, pri frizuri in vse ostalo. Razmišljate, kaj boste pile, razmišljate, kje se boste postavili, ali boste plesali, ali boste kaj zvem kaj. To je vse to. Ker če se vrnem k temu, ko sem rekla prej, rdeča mini obleka, pa ne vem, joški ven, pa samo da me vidi, pa da prav stojim, pa čakaj malo, da tak sedim, da bojo noge se prav videle in tak naprej. Glejte, obremenjenost, energija, vse je energija. In če se vaši idealni so se od vas do zdaj odbijali, od vas tako muha od vetrobranskega stekla, ja, pride do vas, zato ker vas nekje opazi, ampak potem pa ve se, čakaj malo, zdaj pa moram jaz najboljša biti taka, kot bi me on verjetno imel, če bi, kaj zvem, po moje, kakva bi mogla biti, pa nisem, se zgodi to, da se odbije. Zato, ker začuti to energijo. Absolutno dam roko stran. Dam roko stran, lahko se zgodi karkoli. Skratka, dejstvo je, da če se boste tako oblekle, jaz sem to naredila parkrat in verjemite mi, nisem ponosna na številko, ki jo imam, ker se tiče one night standov. Res ne. Za nobenega mi ni žal, ampak imam jih veliko več kot verjetno kdo drug. Po statistikah gledano. Žal, na srečo, kaj pa zvem. To je moja preteklost. Lahko vam povem, da spadam v statistiko konkretno, kar se tiče občutkov one night standov. Se pravi,
v meni je vrela želja potem, da bi imela res idealnega in srečno partnerstvo, da bi imela ljubezen, da bi bila sprejeta. Vedno dejansko upamo na občutek po tej ljubezni, ne? Oziroma po tem osvajanju, na občutek, ki naj traja. In to je občutek sprejetosti, pomembnosti, občutek zavedanja samega sebe, tega, da imaš samega sebe rad, tega, da veš, da te drugi občudujejo in tako naprej. Ampak dejstvo je, da tega ne dobiš, če nisi ti. In pri meni se pri one night standih vedno zgodilo to, da sem vedno naletela, pa ne naletela, to so statistike, na moške, ki so vzela jih magla, takoj naslednji dan, tako da, ali pa čez 2-3 dni, ker statistike pravijo, da samo 1 od 10 ostane po one night standu tudi v zvezi. Oziroma 1/4, se pravi vsak 4, takoj, ko sta končala, ko obleče gate, ga več ni in ga nikoli več ne bo, sploh ne boste vedeli, kaj je kam, kaj je vzela, ga je zemlja ali kaj. 2 od 4 sta pa taka, ki mogoče ostaneta v stiku še dan ali pa 2, potem pa zgineta. Tako da prosim lepo, ne ciljati na to, kaka naj bom jaz, da me bodo opazili. Taka bodi, kot hočeš, da te opazi tvoj idealni partner. Se pravi, mej se najbolj fajn, kar se lahko. Razmisli, kakšna bo tam zabava in kako se boš oblekla, da bo tebi fajn, kako boš izgledala, kako boš govorila, s kom boš govorila in tako naprej. Definitivno pa vam povem, da ko se zgodi to, da imaš one night stand in si tako zelo želiš vseh tistih občutkov, ki sem prej povedala, ljubezni, sprejetosti in tako naprej, ko potem več od moškega, ki si mu dala največ, kar mu lahko, svojo intimo, ne dobiš niti enega SMS-a, telefonskega klica ali pa kakršnega koli obravnavanja, vam povem, da se počutiš depresivno, je najmanj, kar lahko povem. Manj vredno, ceneno in tako se počuti vsaj 50% žensk po vseh statistikah, 2017 raziskava narejena tudi med Evropejci in Evropejkami. Tako da prosim lepo, naj vam ne bo ta zabava zato, da boste končale nekje v posteli, razen, če se zelo dobro zavedate, da je to one night stand, da je hec in da je tudi vam to sploh nič ne pomeni, pa pač imate malo deljenja strasti, nič narobe s tem. Ja? Ampak, če hočete iskati resnično ljubezen na dolgi rok, potem je to spoznavanje. Kar vam priporočam je to. Zdaj ste že tako ali tako na on in točno veste, recimo, da točno veste, čeprav imam občutek zelo, me nikoli ne vara, da ne veste, koga točno hočete, ampak recimo, da veste približno, koga hočete, veste pa zdaj tudi, kakšna je vaša tehnika osvajanja. Tehnika žensk, ja? Se pravi, se imate najbolj fajn in ste pripravljene na to, da vas ogovori, da se prijazno pogovarjate nazaj in tako naprej. Pripravite si neke listke, kot neke vrste posetnice ali karkoli takega, kjer boste dale gor vašo ona-on kodo, ja? Ali vaše ona-on ime ali karkoli že je, da ko vam bo nekdo všeč, vas naj kontaktira tam čez. Zakaj? Zato, ker tam boste potem že, ko boste ga spoznali v živo in imeli tisti intuitivni občutek o njem, izvedeli še marsikaj drugega glede na to, kakšen je njegov opis in tudi glede na to, kaj je pač o sebi dodal kot fotografija in tako naprej. Zelo pomembno. In predvsem dovolite jim, da bodo ostali lovci. Kar pomeni, dajte jim ta svoj listič z svojim imenom ali kodo ali karkoli pa že je, od on in pustite jim, da vas začnejo loviti. Ker vaša tehnika in vaš cilj, pa niti ne vaš cilj, ampak to je želja, to se bo zgodilo, če boste naredili to, kar sem povedala, je to, da boste postali magnet za svoje idealne. In točno to se bo zgodilo, če boste v svojem elementu. Ja? Torej, naredite načrt, kako se boste imeli čim bolj fajn, če vam zdaj grem po številkah, kako se boste imeli čim bolj fajn. Na vas je ne da osvajate, prosim lepo, ampak da date dovoljenje, da plenilec pristopi in začne svoj paritveni ples, ja? Pustite jim, če so zares zainteresirani, bodo stopili v stik, ker ste jim dali dovoljenje s tistim svojo kodo.
Ja? Če niso zainteresirani in če jih ne bo, potem prosim lepo, ne se sekirati, ker potem, če jih ni in če niso zainteresirani, ampak vseeno na neko silo potem pridete skupaj, to pomeni, da ni vaš idealni in absolutno, 15 let sem živela v tem, ne boste imele srečnega zakona oziroma srečne zveze. Če ste na on, imate vse možnosti, da zdaj v naslednjih 3 mesecih, to se je meni zgodilo, po moji metodi, vsaki lahko pomagam, lahko pridete in spoznate svojega idealnega. In v petek vam je, wow, skočite v bazen samih takih, ki imajo isto željo. Ne more biti boljšega. Potem, tako kot sem rekla, pripravite si tiste listke s svojim imenom na on in tako naprej. Še naprej selekcionirate, ampak to je finta ravno. Zdaj zaradi tega, ker boste šle na to zabavo, ne boste selekcionirali samo po tistem, kar vidite na on, ampak boste že imele nek občutek o tem človeku, ker sta se že spoznala v živo. In ko vas bo kakorkoli začel govarjati na on, potem boste vedeli točno, kakšna je bila vaša energija, kakšna je bila vaša privlačnost. Ker tako jaz pravim, idealnih je na stotine tam zunaj. Ja? Na vas je, da se jim prepustite, da se prepustite trenutku, uživate, ne greste z vsakim v posteljo, če vam do tega ni, če vam je ok, tudi sami veste, odgovornost, ampak da prepustite svojemu srcu na koncu izbirati. Ne morete izbrati, če nimate izbire. To, da nekomu rečete, ne bom z njim zato, ker me ne privlači, ni izbira, če nimate zadaj še 6 ostalih, ki pa čakajo in si želijo noro z vami na zmenek. In to se vam mora zgoditi. Vam bom povedala zakaj. Zato, da boste polne samozavesti. Ko veste, da je tam zunaj polno moških, ki hočejo z vami na zmenek in dejansko so vam všeč. Ko že razmišljate, ok, čakaj malo, koga bi zdaj, katerega bi zdaj šla prvega, s katerim bi šla prva, nič slabega, to je fenomenalna stvar, fenomenalna. Saj ne greste za to, da se boste dol dale, greste za to, da spoznate nekoga. Jasno, vsi mislijo, tako kot je Arhi napisala, bom odgovorila zdaj, to, da pač se zgodi, ne? Da se zgodi, da si na trgu naenkrat, ona recimo se ločila in zdaj spet na trgu, se pravi, bi si rada našla svojega partnerja, ampak čakaj malo, zdaj se pa nič ne zgodi. Oziroma se zgodi vse narobe. Ja, zato, ker pač, ne, sem vam razlagala že enkrat, kako je to z počitnicami in s tipi, kako mi to izbiramo. Lahko pogledate v moji Facebook skupini Spremeni misli in spoznala boš svojega idealnega, tam malo poskrolajte in boste videli točno ta video, boste videli, kako butasti smo dejansko ljudje, ko pride do izbire svojega idealnega partnerja. In potem čakamo, da pride in da nam pade z neba. Koliko takih pa poznate, ki so potem resnično ful super v zvezah. Realno gledano. Ok, zdaj pa grem na vprašanja, nekaj jih je, ne vem niti koliko je ura, ker imam samo moj telefon tukaj, pa ne vidim več. Skratka, Arhi, pozdravljena Arhi, napisala mi je en dolg mail, hvala, jaz sem samo tistih par iztočnic povedala in sicer sem si napisala. Piše, tako kot sem že prej na začetku povedala, da je se ločila, da je pravzaprav kar zelo uspešna, ampak da se že od vsega začetka ni poglobila v iskanje, ko je šla na on. Lahkomiselno sem upala, da me bo ta pravi že našel. Ne? Tako kot sem rekla zdaj, to ni lahkomiselno, to je naš vzorec, to je naša kolektivna zavest. Tako smo naučeni in mislimo, da pač to tako gre. Nihče, oziroma vsak začne razmišljati, joj moj bog, kaj je pa zdaj s tem narobe, če jaz dejansko načrtno iščem moškega. Vam povem, kak je bilo z mano, ko sem jaz povedala moji mami, ko sem se ločila z Grkom, ker sem v Grčiji živela 8-9 let in sem se potem ločila in sem v 4 mesecih po ločitvi že našla naslednjega partnerja, oziroma po 1 mesecu po ločitvi sem ji oznanila, da si jaz iščem partnerja in na kak način, moj bog, jaz mislim, da bo umrla. Jaz mislim, da bo umrla od sramu, od sreče, od šoka, od nesreče, šoka, ker je mislila, kaj si nor, kdaj bo to moj ljubi otrok že enkrat prišel k pameti. Ampak to je pač njihovo razmišljanje. Skratka, nihče nam ni povedal, da je možno drugače. Potem si napisala naprej Arhi, toliko je moških, ki me že, ko vidim fotografije, odbijajo.
Draga moja arhi, nič narobe s tem, nič narobe s tem. Na svetu je 7 milijard ljudi, tako kot sem prej že povedala nekje. Če greste na avtobusno postajo, ali se boste kar takoj z vsemi začeli enako vredno pogovarjati, vsi vam bodo enako vredno všeč? Ne, tudi ni namen to. Duše smo tukaj zato, da se najdemo tiste, ki smo si kompatibilne. Več nas je takih, ampak definitivno pa ni treba, da je to vsak. In ja, ogromno ljudi, ki vas odbijajo, torej jih ignorirajte. Oziroma, glejte, tudi vas marsikdo ignorira, pa sploh ne veste, tako kot ste tudi sami napisali, ne? Da ste tu in tam koga pa vseeno vi kliknili, ampak so vas ignorirali. Ja, takšno je življenje. Ampak to še ne pomeni, da ni idealnega partnerja. Ja? Okay. Potem je tretja točka, ki sem jo izvzela iz tega dolgega maila. Mislim si, pa kaj sploh delam na tem portalu, izgubljam čas, to ni zame, ali mi je treba izgubljati čas in tako naprej. Draga moja arhi, povedala vam bom tako, vi ste poslovna ženska, ker vem, ali preden svojo storitev nekomu prodate, razmislite, če je vaša stranka oziroma če vaša stranka vašo storitev sploh potrebuje. V množici ljudi, v kateri vsak nekaj kupuje, boste verjetno pristopili k tistemu, ki nujno potrebuje voziček za otroka in otroške stvari, ali k tistemu, ki želi spremeniti svojo drugačno podobo svojega doma, ker namreč vi se s tem ukvarjate. Se pravi, komu boste šli? Ali v množici ljudi, ki so bleferji, ja, spoznate tiste, ki so bleferji, nekaj vam dela, nekaj poznate, nekaj veste, ali pa po drugi strani bi se podali v poslovno sodelovanje z njimi, s takimi, ki čutite, da nekaj ni v redu, verjetno ne. Ker potencialno lahko ravno zaradi neplačanih računov kasneje izgubite podjetje in s tem je ogrožen vaš obstoj. Zato lepo prosim, ne govorite, da izgubljate čas. Vi ste dejansko v bazenu, vi ste v tistem targetiranju, vi ste tam, na on, kjer so ljudje z istimi interesi. Kje še to sploh lahko najdete? Nima veze, ne gre za to, da izgubljate čas. Gre samo za to, da izgubljate čas, če ne naredite domače naloge. Zato pa vsakemu rečem, prijavite se na brezplačen posvet, 45-minutni telefonski messenger, Skype, vse vzamem, sploh ni problem. In v tem brezplačnem posvetu identificirava tiste skrite blokade, ki odbijajo od vas res tiste vaše idealne in tako naprej in narediva en čisto nov, svež, personaliziran manifestacijski načrt, kako bi lahko do idealnega prišli. Dajte se prijaviti se lahko na moji spletni strani tecajobilja.si, če vam je. Ja? Ker jaz potem po svoji metodi delam 1 na 1 tako, da naredimo to domačo nalogo, ki je večina ljudi ne naredi. In to je, sami sebe zastavimo idealno stranko, idealnega partnerja in potem na tak način dejansko gremo po poti uspeha. Ker če ne veš, kam greš in kaj hočeš, draga moja arhi, ne boš dobila, oziroma boš dobivala vse možno. Ti pa tega nočeš, nimaš časa. Jaz sem svojega našla na tak način, da sem naredila tako strategijo, ki jo tudi vse ostale učim, da 15 minut na dan fokusirano sem posvetila on, oziroma vsem tistim zmenkarijam, 15 minut na dan. In v 3 mesecih sem našla več idealnih, potencialnih in spoznala, in še danes sem v zelo, zelo srečnem partnerstvu. Tako da se in ne izgubljate časa, izgubljate ga le, če ne naredite svoje naloge. Ok, potem še moj profilni nadimek je, ne bom povedala zdaj, arhi nekaj, tako da so se po sklepanju nekaterih kandidatov, da sem arhitektka, imam podjetje za interjer, kar predstavili, da so arhitekti. Eno je profilni nadimek, drugo pa je, kakšna je vaša predstavitev arhi. Ja? Kakšna je vaša fotografija? Kaj o sebi poveste? Kaj vse lahko? Interesi, hobi, izgled in življenjski stil, nekaj o meni. Jaz, ko sem to pisala, jaz sem napisala točno to, mogoče se je komu zdelo arrogantno, ampak nič hudega, potem pač nisi moj potencialni idealni. Če se v tem najdeš, kar jaz lahko dam in kar jaz želim oziroma zahtevam, ker imate pravico zahtevati, potem se mi ne približuj. Ja? Imaš polno, veste koliko vas je? Več kot 170 000 na on. Če damo samo na pol, pa ni pol, je moških ogromno več. Ja? Tako da lepo prosim, ne mi reči, da ni
so, samo ne naredite domače naloge in si otežujete stvari in ostajate tam, kjer ste nezadovoljni, namesto da bi se našla in en in drugi. Ne vem, ali ne znam potencialnega kandidata najti ali pa jih preprosto ni. Potencialnih sem že povedala, kandidatov je na stotine, tako da resnično predlagam, priporočam vsem tistim, ki imate take začarane kroge, da se prijavite na brezplačni posvet, če vam je, tako da kliknite tečajobilja.si oziroma tečajobilja.si, boste našli brezplačni posvet, tam vam točno vse povem, kaj naredimo in česa ne. Definitivno priporočam, stran ničesar ne vržete na koncu, razen svojega časa, ampak dobite pa, tako kot sem rekla, če že ne drugega, en čisto konkreten, nov način, načrt, korak po koraku, kako lahko, če hočete, pridete do svojega idealnega. Še imam eno vprašanje, potem bom pa pogledala še vaše komentarje. Ina je napisala, nekdo je zelo zagret zate na začetku, nekaj zmenkov, potem, ko se ti začneš zanimati, pa kar zmanjka. To se lahko zgodi. To se lahko zgodi ravno zaradi tega, kar vse sem povedala. Večinoma je stvar taka, da nismo tisto, kar smo in hočemo biti nekaj drugega in potem po nekaj zmenkih se stvari spremenijo. Ali pa spustimo k sebi kar vsakega, se pravi tudi take, ki niso vaši idealni, se pravi potencialni idealni, ampak spustite kar vsakega zaradi tega, ker si ne date možnosti prave izbire. Prava izbira pomeni, da si date možnost, da vas najdejo tisti ljudje, ki imajo enake vrednote kot vi. Ina, ti si napisala tukaj, da je v bistvu, da imaš recimo neko tako varianto, kjer si se dobivala z nekim moškim, oziroma si začela, mogoče sem zdaj to prav narobe razumela, ampak mislim, da je tako, da si se začela dobivati z nekim moškim, ki je imel prej on in off odnose z neko drugo punco, ko pa sta se videla začela dobivati, je kao bilo z njegove strani rečeno, da se več zdaj z njo ne dobiva, ampak se še kar je, pa prijateljski odnosi, pa bla bla bla, pa potem nezaupanje in tako naprej. Jaz bi se tukaj vprašala, kakšne vrednote imaš ti in kakšne vrednote hočeš, da ima tvoj idealni partner. Če so tvoje vrednote iskrenost in to, da si mu ti najpomembnejša oseba v življenju, potem moraš to ne samo dajati, v prvi vrsti dajati, ampak to tudi ne samo pričakovati, ampak zahtevati. To je tvoja pravica, da to zahtevaš. In ne, s tem ne boš nikogar drugega spremenila ali odbila ali užalila. S tem boš samo naredila selekcijo. Naredila boš to, da boš tistim, ki tega nimajo, dala čas, da začnejo iskati pri tistih ženskah, ki pa to imajo, ki to so, ki si to želijo. Ja, dala mu boš čas, sebi pa tudi, če boš skupaj z njim še naprej, pravzaprav jezna, užaljena, žalostna, razvrednotena in vse to, ker v bistvu mu nisi na prvem mestu, kar definitivno ni tvoj idealni partner, ker če mu nisi na prvem mestu, potem ne vem, če mi hec, se počutiš tako in poleg tega, da se tako počutiš, še sama sebi ne daš možnosti, da spoznaš pa res tistega pravega idealnega. Nikoli ne razmišljaš o tem, kaj on je, razmišljaš o tem, kaj si ti, kaj ti lahko daš in kaj ti pričakuješ in zahtevaš od drugih. Tako da tukaj je definitivno to, da se vedno najprej obrnemo vase. Tako da, jaz bi vam rekla tako, še enkrat, če gremo skozi ta načrt za petek, za ženske, za najboljši in edini pravi osvajalski pristop za ženske, še enkrat vam pravim, je to, prvo kot prvo, bodite ve. Bodite ve, 100%, polnosrčno, s takim nasmeškom, ki prihaja iz srca. Bodite take in odprite se za možnosti. Ja, lahko se zgodi, da boste spet mogoče prizadete, razočarane, čisto možno, ampak ni pa nujno. Lahko pa tudi, predvsem, če boste resnično ve in boste pustile in izbirale, s tem, ko odprete oči, tudi samo tiste in pustile k sebi, ki se vam čutijo nekako nagonsko, intuitivno veste, da je to, z njimi bi se rade, ne vem, zapletle v pogovor, šle plesati, karkoli, potem je to, ja?
Naredite si prej doma že načrt, kako se boste imeli čim bolj fajn. Na vas je ne da osvajate, ampak da date dovoljenje tistim, ki vas gledajo, vas imajo na radarju, so vas opazili, na daleč ali na blizu, da jim date dovoljenje, nek namig, pogled, nasmeh, karkoli, da pridajo k vam. Ja? Ali pa dovoljenja ne date, to je vaša odločitev. Prav? Pripravite si listke s svojim imenom na on in če želite, da bi se s kom še pogovarjali, ga najdli in tako naprej. Jaz ne pravim, jaz sem vedno za to, da najprej ne date telefonske številke, ampak dajte se spoznavati na on. Ker zakaj pa ne, če je tak fin portal in lahko tam narediš vse, kar je možno. Ja? In potem logično, da vam bo dvignilo samozavest do plafona, ko boste vedeli, da je tam zunaj toliko takih, ki iščejo točno vas. Tako da, moje ime je trenerka uspešnega življenja Jerneja, ukvarjam se s tem, da vsem vam damam pomagam, da se vam spremeni enkrat v življenju, enkrat je dovolj, ta sreča z moškimi, da najdete svojega zares idealnega in nič manj kot idealnega partnerja, ker ga lahko, ker jih je več, ampak srce točno ve, kateri je. Pomagam vam z individualnim mentorstvom, ampak še preden se sploh spustimo v individualno mentorstvo, pa sem vsakemu na voljo za brezplačen strateški posvet. Na njem, tako kot sem rekla, največkrat odkrivamo in identificiramo skrite blokade, ki vaše idealne mečejo strani in se odbijajo kot muhe od vetrobranskega stekla. Vedno naredimo en konkreten, nov, manifestacijski načrt, korak po koraku, kako bi lahko do njega prišle, če bi želele, in seveda ugotovimo, ali sploh obstaja kakšna povezava med nama za nadaljne sodelovanje. Definitivno pa po tem posvetu pridete oziroma odložite slušalko s čisto drugačno energijo, s čisto novim zaupanjem, da idealni tudi za vas obstaja in ga lahko imate. Tako da, če želite, se lahko prijavite, tecajobilja.si, najdete brezplačen posvet, se prijavite in prosim pazite, ko se prijavite, še niste dokončno prijavljene, ampak morate izpolniti še en mail, ki ga dobite takoj zatem, le še en korak do brezplačnega posveta, mi ga vrnete, ker tam se namreč odločite, kdaj hočete imeti strateški posvet. Prav? In pa pošljete mi še enih par odgovorov na vprašanj, čisto kratko, več kot 5 minut vam ne bo vzelo, zagotovo ne, ampak mi pomagate s tem, da jaz vas malo boljše spoznam, vi pa mene. Tako, vabim vas še enkrat, da naredite to mini domačo nalogo, se je pravzaprav zelo enostavna, ker bo šla samo do tega, da se boste vi imeli fenomenalno, megastično ta petek na največjem spoznavnem žuru. Jaz vam tudi tam, poleg še vseh ostalih in vsega, kar vidim, da se bo tam dogajalo, bo res fenomenalno. V petek se vidimo torej in če imate kakršnokoli drugo vprašanje, pa ste seveda vabljene, da mi ga pošljete na jerneja@tecajobilja.si. Hvala, Luka, vidimo se v petek točno. Še nekdo, Andreja je rekla, dobra si Jerneja, bravo, hvala lepa za tvoje besede. Upam, da se pozlatijo zate 100-krat ali pa 1000-krat. Anis, Licina, to bo prazno, dajte 500 samskih žensk, pa bo polno. Kdo pa je rekel, da bodo samo moški tam? Če misliš, da bo prazno, potem ne pridi, ampak mislim, da boš veliko, veliko zamudil. Tako da jaz vsakemu priporočam, da pride, imeli se bomo fenomenalno, tudi moj dragi bo prišel zraven in sem ga že oborožila z on majico, ker sva zelo ponosna, da sva oba vzela svoji osodi v svoje roke, najprej predelala vse tukaj in potem našla en drugega. Imejte se lepo in idealni, definitivno, verjamem, bolj kot karkoli drugega, verjamem, da idealni obstaja za čisto vsako. Za čisto vsako. Predstavljate si žalost, če ga ne boste našle, in predstavljate si ljubezen in zadovoljstvo in opolnomočenje in nasmehe in čisto drugačno, polno življenje, če ga boste. Odvisno je malo od usode, veliko pa tudi od vas.